Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo tokratno dogajanje v slovenski Istri. Udeležili smo se strokovne konference, na kateri so izpostavili pomen duševnega zdravja na delovnem mestu. Psihosocialni izzivi na delovnem mestu, to je bila letošnja tematika 5. strokovne konference obalnih kadrovskih izzivov, ki so se je udeležili razni delodajalci ter strokovnjaki s področja razvoja človeških virov. Že preteklo leto so načeli temo zdravja zaposlenih in jo letos zaradi velikega zanimanja še razširili ter obravnavali vse od preprečevanja izgorelosti do rehabilitacije zaposlenih. Letos smo tako zelo celovito pristopili k temu problemu, tako da smo najprej pogledali, kakšni so sploh vplivi dela, stresa, obremenitev na človeka. Potem smo pogledali tudi, kako si pomagamo pri izgorelosti in zdaj v drugem, zadnjem delu konference bomo še pogledali, na kakšen način nam lahko pomagajo različni ukrepi in projekti, ki so pač že v državi uvedeni. Pomena duševnega zdravja na delovnem mestu se zaveda vedno več delavcev in prav tako delodajalcev. Ljudska univerza, ki je soorganizator konference, ponuja na to temo več tečajev, kot recimo stres in zdravje na delovnem mestu, komunikacija, preprečevanje konfliktov in podobno. Veliko zanimanja je, tako da prav mehke veščine so tiste, ki se zelo hitro zapolnijo, sploh če so to brezplačni tečaji ali pa če je to tečaj, ki ga omogoča podjetje, torej za celoten svoj kolektiv, so to tista izobraževanja, za katera je res ta potreba, ki izhaja iz samega posameznika. Ker včasih imamo take tečaje, kjer je ta motivacija zunanja, recimo kako učenje jezika, ker se ga je treba naučiti, čeprav nam ni všeč, potem tukaj pa res zaznavamo precej te notranje potrebe. Zdravstveni statistični letopis iz leta 2022, ki prikazuje bolniški stalež po vzrokih, kaže, da delavci v obalno-kraški regiji zaradi duševnih težav in motenj pogosteje obolevajo kot delavci iz drugih regij. Po covidu verjetno se tudi malo več o teh stvarih lahko pogovarjamo, je sigurno čas, da začnemo iskati možnosti, kako te situacije pravočasno prepoznavati, pomagati sodelavcem, bližnjim, ki imajo kakršnekoli težave, pravilno to naslavljati in ne si samo zatiskati oči, ker pri duševnih težavah vemo, da je velika stigmatizacija in moramo preseči vse te razloge, zakaj potem ne ukrepati. Posamezniki si lahko pri obvladovanju stresa in preprečevanju izgorelosti pomagajo sami, bodisi z gibanjem, druženjem, počitkom, spanjem in podobno. Lani pa je bila s sprejemom novele zakona o delovnih razmerjih uzakonjena pravica do odklopa, ki daje delavcu možnost, da delodajalec ne posega v njegov prosti čas, v času dnevnega ali tedenskega počitka, izrabe letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti z dela. Delodajalci morajo ustrezne ukrepe glede pravice do odklopa sprejeti do 16. novembra 2024. Predstavniki SDH-ja so pred tedni obiskali izolskega župana. Radi bi gradili stanovanja na območju Arga, čeprav gradnja stanovanj ne predvideva niti OPN, ki je sicer še v pripravi, niti si tega ne želi posvetovalna skupina. Čeprav je izolski občinski prostorski načrt, ki sicer še v pripravi, že usklajen z referendumskimi zahtevami in kot tak ne predvideva gradnje na območju Arga pri Delamarisu, so predstavniki SDH-ja oziroma podjetja Argolina vseeno pristopili k izolskemu županu Milanu Bogatiču. Zanimalo jih je, ali je na območju Arga možno graditi stanovanja. Jaz mislim, da zaradi tega, da bi vseeno dosegli, da iztržijo čim več, kar se da iz tega njihovega lastništva. Prišli so s tem, da so predlagali, da se v nekem manjšem delu zgradijo javna stanovanja. Namreč SDH prenaša vse nepremičnine, ker je možno graditi stanovanja po celi Sloveniji, na družbo za svetovanje in upravljanje, ki je seveda tudi njihov del. In potem je rečeno, ali ne bi dovolili vsaj neko manjše število stanovanj. Bila ideja, tako kot so predstavili, 3 ali pa 4 stolpiči do 3. etaže. Poleg tega so pa rekli, če bi zgradili ta stanovanja, bi pa potem en
drugi del namenili za hotel, se pravi, bi tisto prodali in namenili to za hotel in pač to, kar spada k turističnim dejavnostim. V podjetju Orgolina so dali zagotovilo, da je možen dogovor, po katerem bi občina lahko postavila pogoje, kdo bi bil najemnik novih stanovanj. Torej, zatrdili so, da je možno postaviti pogoje tako, da bi se v nova stanovanja lahko naselili Izolani. Čeprav, kot trdi župan, po veljavni zakonodaji to ni možno. Mislim, da tega ne morajo danes trenutno po tej zakonodaji veljavni utemeljiti. Tako kot javni stanovanjski sklad Republike Slovenije, ko gradi v neki občini, pač objavi razpis in na to se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje pogoje. Okay. Nikjer ni vezano na prebivališče v občini. In ker je bila v izdelavo novega prostorskega načrta vključena javnost, so se na občini odločili, da vseeno skličejo posvetovalno skupino, ki naj da končno mnenje na predlog predstavnikov SDH-ja. Mi smo se pogovarjali v občini, mislim v vodstvu, da je najbolje, da s tem dodatno seznanimo posvetovalno skupino, čeprav je ta skupina zaključila svoje delo. Mi moramo namreč razgrniti OPN. Javna razgrnitev bo nekje pozno jeseni. In glede na to, da je to že vse skoraj pripravljeno, je bila na nek način odločitev padla za to, da rečemo, dajmo še javnost seznaniti. Javnost je za nas posvetovalna skupina, ki predstavlja širšo javnost. In zaradi tega je bila sklicana ponovna posvetovalna skupina. Ta se je zgodila pač prejšnji ponedeljek, oziroma zdaj že 2 tedna nazaj, in tam se je ugotovilo, da je stališče vseh odklonilno. Kot so zapisali v posvetovalni skupini, civilna iniciativa Gibanje za Izolo nasprotuje gradnji javnih najemnih stanovanj na območju Arga, saj dvomi v obljube države, da bi bila stanovanja prednostno namenjena Izolanom. Poleg tega poudarja, da mora biti območje Arga namenjeno predvsem javnim programom, ki bi delovali kot nekakšna dnevna soba Izole, kar je bilo izpostavljeno tudi na javnih posvetih, izvedenih v začetku leta. Predlagala je, naj družba za svetovanje in upravljanje z občino izmenja zemljišča ter uresniči stanovanjske načrte drugje na območju občine. Na občini pravijo, da po trenutnih aktih obstaja še zelo majhna površina, kjer bi se sicer lahko gradilo stanovanja, ampak za to območje občina že pridobiva gradbeno dovoljenje za projekt 34 stanovanj. Ankaranska občina je zaradi zamud pri izgradnji pokopališča odstopila od pogodbe z izvajalcem gradnje. Gradnja pokopališča v Ankaranu se sicer približuje koncu, vendar ne brez zapletov. Občina je zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti strani izvajalca del, družbe Adria Inc., v sredini septembra odstopila od pogodbe. Glede pokopališča je zdaj v teku novo javno naročilo za dokončanje del, ki jih prejšnji izvajalec ni zaključil v dogovorjenem roku. Tudi kasneje je bil ta rok še dodatno podaljšan, ampak niti popravki napak, niti dokončanje del pač v teh rokih niso bili narejeni, tako da je občina potem, kot ste seznanjeni, 13. septembra odstopila od pogodbe. Ankaranska občina bo z izgradnjo pokopališča nadaljevala z novim javnim naročilom, trenutno pa še iščejo novega izvajalca del. Z izvajalcem je bila prekinjena pogodba, oziroma je občina Ankaran odstopila od pogodbe zaradi tega, ker izvajalec v roku ni dokončal del in odpravil napak. Kmalu zatem je bila tudi unovčena garancija za dobro izvedbo del v višini 10% vrednosti naročila. Pogodbeno kazen v enakem znesku pa bo občina Ankaran pobotala z zadnjim računom, ki ga bo izvajalec še izstavil za zadnjo situacijo. O zaključku gradnje pokopališča bo občina občane pravočasno obvestila. V soseski Nova Dolinska so otvorili še 3. blok in s tem pridobili 75 novih neprofitnih najemniških stanovanj.
V ponedeljek je Koper dobil novih 75 neprofitnih najemnih stanovanj. V soseski Nova Dolinska so namreč otvorili 3. blok. V 8 nadstropjih nudi 2-sobna, 3-sobna in 4-sobna stanovanja, vsakemu pa pripada še loža, shramba in parkirno mesto v veliki garaži, kjer je na voljo tudi 9 parkirnih mest za gibalno ovirane osebe. Za Koper pomeni en korak bližje temu, da zagotavljamo dostojno bivališče ali pa dostojno bivanje marsikateremu našemu občanu. Kar se mene tiče, glede na to, da sem spoznal še kot občinski svetnik ta projekt, ki je bil nekako v povoju in se je več let nekako mlel in menjal barvo, fasad in obliko in nič se dejansko ni zgodilo, pa res eno veliko zadovoljstvo, da sem prišel do tega zaključka, do tega projekta, ker je prav, da pomagamo vsem tistim, ki imajo težave in teh ljudi ni malo pri pridobivanju strehe nad glavo. Koper oziroma cela slovenska Istra ima blazne težave s tem, da tudi tisti, ki imajo sredstva, enostavno si ne morejo privoščiti neka bivališča. Skrbimo za šibkejše, skrbimo tudi za tiste, ki imajo drugačne težave, ampak važno je, da stopimo korak naprej, da nekaj zgradimo, da nekaj pomagamo. Potreba po javnih najemnih stanovanjih je v koprski občini občutno večja. Mi se trudimo glede na zmožnosti, ki jih imamo, tako da 815 je bilo lani prijavljenih na razpisu. 593 se jih je uvrstilo v izbor, se pravi, so izpolnjevali vse pogoje. Kot vidite, 75 smo zaenkrat, bi rekel, v tem bloku zrihtali. Računamo, da bomo še z obnovljenimi drugimi stanovanji verjetno rešili še nekih 15. Zbrane je nagovoril tudi minister za solidarno prihodnost, ki je poudaril, da je odprtje stanovanj v Kopru le kamenček v mozaiku, saj je cilj do konca mandata, da bo v gradnji 5000 novih javnih najemnih stanovanj. Predvsem je bilo pa nujno, da smo kot država zagotovili predvidljivost. To pomeni predvsem sredstva. Sredstva so zagotovljena za prihodnjih 10 let v znesku 100 milijonov letno. In to je tisto, kar omogoča, da občine ta trenutek razmišljajo, katere projekte bodo lahko začeli in tudi gradili v letih 27, 28, 29. Naš cilj vlade je 20 000 novih stanovanj do leta 2035. Jaz verjamem, da ga bomo dosegli. Na otvoritvi je ključe stanovanja simbolično prejela prva družina. Stanovanja so zelo lepa, tako da nam je všeč. Bomo malo čarali s pohištvom, ampak je super. Kakšen pa je bil postopek pridobivanja? Je bil težek, dolg, koliko časa je trajalo? Iskreno, mi smo čakali več kot 16 let, ker nažalost ni tako pogosto razpisov mestne občine Koper. Tako da smo ful srečni, da smo končno dobili in iskreno, kar smo dobili, se je splačalo čakati. V nova stanovanja se bo skupno vselilo 284 občank in občanov mestne občine Koper in občine Ankaran. Župan pa je napovedal še gradnjo 4. stolpa, ki bo ponujal 46 stanovanj. Trenutno so v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja, z gradnjo pa naj bi začeli že prihodnje leto. Pošta Slovenije je v seriji Vodnjaki na Slovenskem izdala znamko, ki prikazuje, da Pontejev vodnjak na Prešernovem trgu. Pretekli teden je izšlo 7 novih poštnih znamk, med njimi pa je upodobljen tudi znameniti vodnjak iz Kopra. Mi v bistvu vsako leto izdamo več sklopov poštnih znamk, ampak predloge, kaj bi naj mi upodobili na poštnih znamkah, lahko poda pravzaprav vsak. Torej, posamezniki, društva, institucije in mi smo pravzaprav zelo veseli prav vsakega predloga. Le opozarjam, da zbiramo predloge kar za 2 leti vnaprej. No, skratka, ko dobimo predloge za izdajo poštnih znamk, jih obravnava posebna komisija za izdajo poštnih vrednotnic in ta komisija potem tudi odloči, kateri predlogi se uvrstijo v tako imenovan program izdaje priložnostnih poštnih znamk. To je potem tisti dokončen dokument, ki se tudi objavi in tale program potrdi minister za 2 leti vnaprej.
Pošta Slovenije je v seriji Vodnjaki na Slovenskem izdala znamko, ki prikazuje Da Pontejev vodnjak na Prešernovem trgu v Kopru. Tale znamka, ki je izšla sedaj v sklopu septembrskega izida, je pravzaprav 5. znamka serije Vodnjaki na Slovenskem. In v bistvu s to znamko zaključujemo tudi to serijo. V tej seriji smo mi predstavili vodnjake iz različnih koncev Slovenije. Pa menim res, da bo tale res imeniten baročni vodnjak, ki velja tudi sicer za simbol Kopra, še dodatno poskrbel za promocijo tega našega mesta in privabil v to mesto tudi kakšne filatelistične navdušence. Znameniti vodnjak je bil v preteklosti že prikazan na poštni znamki, nam je povedal filatelist Matjaž Jančar iz Pirana. Če ste me za ta vodnjak vprašala za to znamko, bi vam to rad omenil. 52. leta je Koprsko društvo pripravilo zelo veliko filatelistično razstavo. Eden od članov tega društva, Bogomir Lilija, je bil bratranec od Božidarja Jakca. Božidar Jakac je naš Istran in on je za ta kongres oziroma za ta festival v Kopru pripravil lepo grafiko tega vodnjaka, ki ga je pol to društvo uporabljalo v vseh naslednjih letih do 54. leta, dokler ni bilo ukinjena tržaško ozemlje, do takrat je uporabljala za svoje kuverte. Smo jo pa zdaj ob obletnici tega dogodka 22. leta vezano na 47. leto, ki je bilo ustanovljeno, smo ta vodnjak uporabili tudi v priložnostnem žigu. Poštna znamka z Da Pontejevim vodnjakom spada v 5. blok z eno znamko z motivi vodnjakov na Slovenskem. Ilustriral in oblikoval jo je Marko Prah. Žig prvega dne, otisnjen tudi na ovitku prvega dne, ki nosi številko 22, bo v uporabi na pošti 6104 Koper. Rektorica Univerze na Primorskem nam je izdala novosti ob pričetku novega študijskega leta. Poglejmo. A kot trdi rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar, ne gre za prazne poslovne prostore, ampak popolnoma prenovljene in opremljene prostore, ki bodo pripravljeni na takojšnjo vselitev. Za prostore, ki bodo v celoti opremljeni na ključ z vsemi pohištveno opremo, belo tehniko, za takojšnjo vselitev študentov in ne poslovnih prostorov, ki jih je prejšnji lastnik prodal trenutnemu lastniku. Kupnino v višini 6,1 milijona evrov bo univerza nakazala, ko bodo upravili primopredajo, torej, ko bodo prostori dejansko opremljeni in pripravljeni na vselitev. Univerza na Primorskem ima podpisano pogodbo z trenutnim lastnikom, da plača kupnino, potem, ko prejmemo primopredajo, ključe z uporabnim dovoljenjem za študentske domove. Univerza na Primorskem je v želji lajšanja težav z namestitvami v stavbi Barka že kupila nekdanji Garni hotel in s tem pridobila 55 ležišč, novih 119 ležišč naj bi bilo pripravljenih pred decembrom. Po pogodbi mora biti storjeno do konca novembra, študenti pa se bojo lahko vselili v objekt z drugim semestrom. Ta nekajmesečna razlika pa je posledica tega, da moramo študente izbrati po pravilih igre, se pravi po čakalnem seznamu, pa tudi, da lahko študentje načrtujejo nastanitev za prvi semester in potem drugi semester je pač druga zgodba. In vmes imamo še nekaj tednov časa, da pregledamo, da ni slučajno prišlo do kakih napak. Garni hotel Pristan, ki smo ga kupili lansko leto, je 55 ležišč, tu se vzpostavlja še dodatnih 118 in bo lepa zaokrožena celota v bližini večine fakultet naše univerze, tako da je tudi stališča na trajnosti zdravega življenjskega sloga, v bistvu, da se lahko študenti tudi peš iz študentskega doma gredo na predavanje.
Kot je še dejala rektorica, bodo za novo pridobljene prostore plačali 52.000 evrov na ležišče oziroma 3.000 evrov na kvadratni meter. Občina Ankaran in zdravstveni dom Koper načrtujeta širitev ambulantne dejavnosti v Ankaranu. V Ankaranu, v prostorih nekdanjega sedeža Gea Produkt, na Ivančičevi cesti 1A načrtujejo ureditev prostorov za ambulante zdravstvenega doma Koper, enota Ankaran. Torej, v občini Ankaran že od začetka, ko je začela delovati, se intenzivno ukvarjamo z zagotavljanjem primarnega zdravstva za naše občane. In tako smo poleg takrat že obstoječe ambulante družinske medicine na Srebrničevi ulici uspeli zagotoviti leta 2017 še eno, ki pa gostuje v prostorih ortopedske bolnišnice Valdoltra. Ta namestitev je začasna, zato smo že od začetka iskali novo lokacijo, ki bi bila trajnejša. Ravno tako pa prostori na Srebrničevi ulici, v kateri deluje že kar nekaj let, druga ambulanta, niso primerni, niso dovolj veliki. Recimo ni dovolj prostora za referenčno ambulanto. Prvotno smo želeli to stisko reševati tako, da bi obe ambulanti in še eno zobozdravstveno, ki ravno tako deluje v prostorih bolnišnice Valdoltra, preselili v zdajšnje prostore občinske uprave na Regentovo ulico 2, ampak se je tam zapletlo zaradi neurejenega statusa objekta. Ankaranska občina bi v teh prostorih najprej morala spremeniti namembnost posameznih enot objekta, preden bi lahko pridobila gradbeno dovoljenje, to pa bi jim bi vzelo preveč časa. In ker ima občina trenutno ta objekt, ki smo ga poleti sicer želeli prodati, pa se interes za to ni izkazal, smo torej, bom rekla tako, združili ti dve težavi in našli rešitev, tako da bomo tja selili obeti ambulanti in zobozdravstveno ambulanto. Poleg tega pa v dogovoru z zdravstvenim domom uredili tudi druge ambulante, ki jih potrebujejo tako občani Ankarana, kot tudi nekoliko širše v Hrvatinih, Dekanih, Škofijah. Prvotna ocena ureditve objekta, ki je v lasti občine, je malce več kot 1.800.000 evrov, od tega bo večino sredstev zagotovila občina, delež bo prispeval zdravstveni dom Koper, delež finančnih sredstev pa Ankaranska občina pričakuje tudi od države. Ureditev prostorov naj bi bila zaključena v naslednjih 2 letih oziroma v letu 2026. Ob začetku študijskega leta so še vedno aktualne težave s pomanjkanjem študentskih nastanitev. Univerza na Primorskem se ob tem spopada s kritikami o preplačilu študentskega doma Barka 2. V torek se je pričelo novo študijsko leto. Univerza na Primorskem je novopečene študente pozdravila na tradicionalnem sprejemu na Fakulteti za turistične študije Turistika. Letos se na univerzi obeta kar nekaj novosti. Prvič stopamo v novo študijsko leto kot polnopravna članica Evropske univerze Transform for Europe, kar pomeni, da se nam bojo tekom leta pridružili številni študenti drugih partnerskih univerz v okviru te Evropske univerze za različne aktivnosti. Naši študenti bojo po drugi strani imeli številne priložnosti, da se udeležujejo izobraževalnih vsebin ob študijskih aktivnosti na partnerskih univerzah po Evropi. Končne številke vpisa v leto 2024-2025 bodo sicer znane do sredine novembra, zaenkrat pa ocenjujejo, da je število vpisanih podobno kot v preteklih letih, torej okoli 5500. Med njih spada tudi 1300 tujih študentov iz 40 različnih držav. Med novostmi je za izpostaviti, da bomo letos prvič vpisali študente na magistrski študijski program vizualne umetnosti in oblikovanja na Pedagoški fakulteti. Potem se je študijski program Sredozemsko kmetijstvo na FAMNIT-u preimenoval v agronomijo. Na Fakulteti za humanistične študije pa smo nekoliko spremenili razpisane enopredmetne smeri pa dvopredmetne smeri. Priložnosti je več za študente.
Največ zanimanja je za programe računalništvo in informatika, predšolska vzgoja, fizioterapija, biopsihologija in podobno. Letos so zapolnili tudi mesta na študijskih programih na Fakulteti za humanistične študije, s katerimi so imeli v preteklosti težave, in sicer komuniciranje in mediji ter medkulturno jezikovno posredovanje. Kako pa se pred novim obdobjem življenja počutijo novopečeni študenti? In občutkov ni neki ful, zanimivo, nova stvar, to pa je tudi to. Se česa posebej veseliš? Potovanja iz te šole, splošno spoznavanje ljudi, I guess. To je to. Mislim, da sem tako živčna, pa malo me je strah, kako bo potekalo pa vse, se mi zdi pa turizem zelo taka zanimiva smer, tako da mislim, da mi bo kar zabavno. Pa tudi zdaj sem dobila tak občutek, da so res v redu in delavci šole in tej starejši študenti, da nam bojo dosti pomagali, da premagamo ta nek strah, pa tako da bomo bolj sproščeni. Študentje bodo lahko študirali v čitalnici in knjižnici v bivšem Koloseju v Kopru, ki bo odprta 24 ur na dan vse dni v tednu. Še vedno bo na voljo brezplačna psihološka svetovalnica ter ambulanta univerze, na katero se bodo lahko študentje obrnili v primeru zdravstvenih težav. Slovenci so postavili nov svetovni rekord. Minuli vikend so namreč na Vranskem na enem mestu skupaj zbrali 2012 motociklov Tomos. Poglejmo. Dobrodošli v Kulturnem napovedniku. Začenjamo s predstavitvijo dogodka, ki se bo v soboto 5. oktobra ob 11. uri odvil na kmetiji Jakomin v Kubedu. Andrej Fon bo v glasbeni pravljici Velikani Istre navduševal družine z zanimivo interpretacijo lokalnih zgodb in glasbe. Ob 17. uri istega dne se lahko odpravite na dva različna dogodka. Eden izmed njih bo v magazinu Grando in Monfort, kjer bo potekal 12. zbor hrvaške kulture v Sloveniji. Predstavili bodo hrvaške tradicionalne plese in glasbo. Ob 18. uri pa bo v centru za obiskovalce Kraški rob potekal koncert dveh glasbenih izvajalcev. Prvi nosijo ime Grešni kozli, ki bodo preigravali pop, folk in rock, ter kantavtor Market Garden, ki izvaja predvsem grunge melodije. V torek 8. oktobra bo v Sončni dvorani v Izoli ob 17. uri 30 minut potekala ustvarjalna grafična delavnica ob razstavi Portret poljuba. Ob 19. uri pa vas Largo pri Špini v Izoli vabi na lokalni filmski festival, kjer bodo predvajali film Temni pokrov sveta slovenskega režiserja Amira Muratovića. V sredo 9. oktobra ob 17. bo Center mladih Koper gostil gledališko-improvizacijski večer ob 20. obletnice gledališke skupine Talija. Zvečer ob 19. uri pa lahko ponovno obiščete Largo pri Špini v Izoli, kjer bo na ogled film Tovarna sladkorja oziroma Fabrika šećera srbskega režiserja Borisa Milkovića. V četrtek 10. oktobra vas bo ob 17. uri v Pretorski palači v Kopru čakala okrogla miza na temo pomena gledališkega ustvarjanja za otroke in mladino, ki jo organizira gledališka šola Talija ob svoji 20. obletnici. Ob 19. pa se nadaljuje filmski festival na Largu pri Špini v Izoli, kjer bodo predvajali film z naslovom 1991 Adio Jugo film, Adio Jugo festival, Adio Jugoslavija, vidimo se v sledečem ratu, hrvaškega režiserja Igorja Gala.
Če pa bi večer raje preživeli ob zvokih džeza, tanga in folk glasbe, pa lahko ob 19:30 obiščete koncert tria Ardor v Pokrajinskem muzeju Koper, ki ga organizira Društvo prijateljev glasbe Koper. V petek 11. oktobra pa se bo v gledališču Tartini v Piranu odvila stand-up predstava Elektrobanana komika Tina Vodopivca. Pričetek ob 19:30. V Centru mladih Koper pa bo ta večer potekal dogodek z naslovom Iz Project Happy House v Centru mladih Koper, kjer se bodo predstavili kar 3 DJ izvajalci. Matorola, Denis Zupan in Kiksen Mix. Medtem pa bodo v izolskem Hangar baru oder segrevali kultni slovenski punkeri Njet. Koncert se prične ob 21. uri. To je iz naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.